Pomlad je čas živalskih mladičev in to obenem pomeni tudi čas, ko se začne naravni proces ločevanja živalskih družin. In kaj to pomeni v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer se nahajamo tokrat? Začenja se čas selitev. In to nas pripelje do prikupne samičke mačjega pande, ki se nahaja oziroma zdaj počiva tukaj za nami. Spoznajte Bambu. Bambu je lani v domovanju ljubljanskega živalskega vrta osrečila svoja prav tako prikupna starša ter poskrbela za veliko navdušenja. Mačje oziroma rdeče pande namreč veljajo za ogroženo vrsto. V naravi naj bi jih namreč živelo manj kot 10 000 in tako je vsak nov mladiček neprecenljiv. Bambu je danes že skoraj odrasla mačja panda in tako je napočil čas, da gre pogledat, kako je še kje drugje po svetu. No in tako bo tokrat skrbno osebje poskrbelo, da se bo odpravila v svoje novo domovanje na Slovaško. Ampak ta prevoz seveda ni mačji kašelj. Načeloma transporti potekajo za selitev živali. Vemo, da nekateri živalski vrtovi vzgajajo mlade živali, ki jih potem oddajajo v druge živalske vrtove, ali gre za izmenjave živali. Prevoz živali ni samo moment, ko je žival naložena v kletki in se pelje z prevoznim sredstvom, ampak je to veliko dela že prej. Treba je pripraviti žival na transport. Seveda, za živalni transport neko novo okolje je določen stres. Vsaka žival ima svoje značilne lastnosti, ki jo delajo tako posebno ali prikupno. A obenem moramo te značilnosti upoštevati tudi tedaj, ko mora žival zaradi takšnih in drugačnih razlogov na pot. In tako je Bambu na današnje jutro deležna prav posebnega treninga, s katerimi jo njeni skrbniki pripravljajo na njeno verjetno največjo pustolovščino doslej. Vidi, v redu je, Levica, v redu je. Evo. Ta boks, mi rečemo lovilni boks, v bistvu ima na obeh straneh so vratca. In v ta boks bomo tukaj noter ujeli v bistvu mačjo pando. Se pravi, ko bo šla ona noter, se zapre od obeh strani vrata. In ta boks se lepo sname in se ga lahko potem odnese ven iz ograde. Ta način je v bistvu zelo varen, ravno zaradi tega, ker se ne more nič narediti živali in pa v bistvu je najbolj tak prijazen do živali tudi, da se lahko potem nemoteno v tej škatli prenese, se pravi tisto kletko, ki bo potem potovala do Slovaške. To je suhi trening. To je suhi trening v bistvu, ja, tako. Zdaj tole, kar midva hranila, to v bistvu ni njihova glavna hrana. Glavna hrana od mačjih pand je bambus, a ne? Tole so priboljški. Tako, to so priboljški in to je v bistvu za trening. Se pravi, žival navadimo najprej, da sploh pride do nas, a ne? In to je v bistvu ene vrste nagrada. In pa seveda zdaj, recimo v tem primeru, da gre tlele do boksa oziroma skozi boks, je potem tudi nagrada, a ne? Se pravi, mora biti pa nekaj, kar ima žival rada. Pa kar ostre kremplje. Zelo ostre. Ta mladička se je rodila lansko leto, 10. junija in zdaj je stara že 11 mesecev, kar je skrajni čas, da gre iz tele njene prvotne družine. Kot tudi v naravi, morajo to v bistvu, se pravi, se razmnožujejo vsako leto in imajo tudi mačje pande vsako leto mladiče, tako da morajo potem starejši mladiči, se pravi prejšnji mladiči, odideti ven. Kaj pa potem, ko je čas za odhod? Je to za žival žalosten dogodek ali je to naravno? Ne, je seveda tudi žival občuti žalost, seveda, in v bistvu tudi žaluje za tem, ne? Se pravi, če izgubi enega člana svoje družine. Ampak čas, kakor pač tudi pri ljudeh, pozdravi vse rane, tako da tudi pri živali je isto. Danes je v ljubljanskem živalskem vrtu pravi dan živalske mobilnosti. Tako se na pot poleg te mačje pande odpravljajo tudi kvakači, pa losi, pa severni jeleni, prišla je ena alpaka, pa še kakšna žival bi se našla. Danes nam imamo napovedan transport
Tako da v bistvu zjutraj sva z mojim sodelavcem že prišla gor, da sva jih ločila. V bistvu ločujemo jih na dnevni bazi, zato da so navajeni v primeru transporta karkoli veterinarskega pregleda. Trenutno smo mi v ogradi, ker samcu, če lahko vidite, mu še rogovje raste in je zato, ker raste in kot tudi mah, je to zelo občutljivo, zato on zdaj trenutno ni napadalen. Zaradi tega, ker njemu rogovje zdaj raste, tudi ni primeren za transport. Zato ponavadi oddajamo mladiče, da se samice pripravijo na novo skupino, oziroma ki se bojo skotili novi mladiči. Kot tudi trenutno mladičem rogovje odpade, nimajo maha in so primerni za transport. Največkrat uporabljen je naš kombi Opel Movano. To kombinirano vozilo je izolirano toplotno, ima tudi ogrevanje in hlajenje, ravno zaradi tega, da lahko vozimo živali tako pozimi kot poleti. In seveda, kadar gremo na vožnjo, namontiramo tudi kamero v ta tovorni del, tako da žival lahko vedno spremljamo. Drugače se pa pri vsakem transportu naredi plan transporta, to pomeni, koliko časa se bo žival vozila, kdaj se bomo ustavljali, žival rabi tudi počitek, predvsem pri daljših vožnjah, na do 8 ur rabi žival počitek in takrat si naredimo točen načrt, kje bomo za živali počakali. In pa seveda hrana in voda med samim transportom. A da bi žival videla ven, to pa verjetno živali nič ne pomeni. Ne, živali se bolj pomirijo, če so v temi, tudi če so v boksu, kjer je svetloba, te bokse zakrijemo, ravno zato, da se živali počutijo varne. Ker vedno žival, če je nekje skrita, se bolje počuti, kot če je na odprtem. Živali sicer ne govorijo našega jezika, a z nami vseeno komunicirajo na svoj način. Tako jim moramo prisluhniti, da bi razumeli njihovo počutje. In to še posebej velja za živali, s katerimi se družimo vsakodnevno. Medtem ko mačji panda ne potuje prav pogosto, pa je povsem drugače z našimi domačimi štirinožnimi prijatelji. Zgovoren je že podatek, da imamo v Sloveniji že skoraj 1/4 milijona registriranih psov. Ta zadnji del kurse ponazarja pravilno vožnjo kužka v avtomobilu, zato da je kuža varen, da smo mi varni in da se vožnja varno izteče. Se pravi, imamo v zadnjem delu avtomobila boks, se pravi, boks odpremo, kužka naložimo v avto in pač boks varno zapremo. V boksu je on fizično ločen od voznika in ne more imeti kontakta z njim. Torej, naš Fifi, on ima tako primerno oprsnico na sebi in lahko ga vozimo tudi na zadnjem sedežu, se pravi, ne na prednjem, ampak na zadnjem. In zato moramo imeti takle del pasu, oziroma pas, sponko, ki se pripne v varnostni pas. Pripnemo kužka za oprsnico, ga postavimo ali pa zvabimo noter v avto in ga pripnemo v varnostni pas. Evo. In tako je tudi on sedaj, se pravi, lepo na svojem sedežu, ne more pa do voznika oziroma sovoznika. Vsak kuža vožnjo doživlja po svoje. Nekateri se ob tem počutijo odlično, za druge pa je to lahko tudi velik stres. Mogoče jih je strah, niso vajeni, včasih jim je slabo, tudi nam je lahko, ne vem, predvsem otrokom je velikokrat slabo v avtu. Se pravi, pomembno je, da kužka navadimo na prevoz. Vkolikor uporabljamo boks v zadnjem delu, priporočamo, da se najprej navadi kužka na boks. Se pravi, doma postavite boks, mogoče noter kakšne njegove igračke, priboljške. Kar se tiče vožnje na zadnjem sedežu, ravno tako pomembno je, da se kužka počasi navaja, mogoče s kakšnimi priboljški, da se večkrat kužka povabi v avto, pa se tam nekaj dobrega zgodi, ne vem, da dobi neki dober priboljšek, da se majčkeno poigramo z njim, da ga pobožamo. Potem pa začetek krajše vožnje, a ne. Kužki nas pogosto spomnijo, da moramo v današnjem podivjanem svetu zmanjšati tempo življenja in se umiriti. Ko nam prinesejo svojo najljubšo igračo, je njihovo prošnjo pač nemogoče zavrniti. In umeren razmislek velja tudi pri transportu naših ljubljenčkov. Pa poglejmo,
kaj smo se naučili. Mali, dobrodošel. Ali pridi, napet. Tako. Pač njemu je treba pomagati, ker je mladič. A ne? Pridi. Tako. Evo. Kako ste dosegli to, da se tako dobro počuti tudi v tujem avtomobilu? Ja, je v tujem avtomobilu, ampak je pa tudi pomembna tudi vez med vodnikom in psom. A ne? In če ti pa zaupa, a ne, pa vse je bilo lepo, pozitivno, a ne, mu je bil tudi avto pozitivno predstavljen, pregrinjala so mu bila pozitivno predstavljena in rezultat je tole. Sploh poleti je pomembno, da vozilo ohladimo na primerno temperaturo, da se izognemo kakšnemu vročinskemu šoku. Vozilo moramo primerno zaščititi, vsekakor pa bo koristno tudi, da kuža prepozna odejo oziroma njen vonj, saj se bo tako počutil bolj varno in domače. Tegale Opel Kombota uporabljamo za prevoz živali, mačk, psov, tudi večje število mačk ali večje število psov, če imamo odvzeme. Vozimo jih v zavetišče ali v dežurno veterinarsko ambulanto, če je tudi to pomembno. Zakaj je taka oblika vozila za vas ustrezna pri vašem delu? Ustrezna je iz tega razloga, da je pač kabina, kjer je voznik ločena od zadnjega dela. Recimo za manjšega kužka je dovolj tale boks, v zadnji so povodci, nagobčniki, vratnice, in pa na tej strani tudi zanka, če je kuža slučajno agresiven. Ta avto je tudi namenjen za odlove prostoživečih mačkov, kar pomeni, da prostoživeče mačke se lovijo z kletkami namenjene temu, in se potem tudi, ker je, kakor vidite, podaljšana verzija, gre lahko tudi več kletk v sam avto. S telim Opel Kombotom povprečno na letni bazi prepeljemo 50 do 60% sprejetih živali. Morate pa vedeti, da sprejmemo več kot 1500 mačkov in pa tudi več kot 300 psov na leto.